Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Kranj je srečno mesto srečnih ljudi. Razlogov za to je najbrž 5-6 milijonov. Ampak kaj o tem mislijo občanke in občani srečnega mesta Kranj? Zakaj je Kranj srečno mesto? Zaradi tega, ker ima res nor kanjon. Kamorkoli se obrneš, morje blizu, hribi blizu, jezera, tako da jaz sem velik na kolesu, Kranj je kolesarsko mesto, tako da imamo vse. Tle čutiš olajšanje, ljudje so prijazni. Staro mesto Kranj je čudovito, ne? Tudi tle se rad zapeljem skozi star del mesta, ko imaš občutek neke tišine. Tak malo bolj srednjeveški vibe, recimo. Veliko zgodovine. Je tak dober vibe, pa tako ljudje so prijazni. Veliko umetnikov, vsega, kulture je tle veliko. Predstave, delovišče so nekaj posebnega. In glede za to pravim, da je srečno mesto, ja. Ker se vidi Storžič. Sej vidi se tudi z Ljubljane, sam oni imajo meglo cel cajt, tako da mi ga pa skoraj vsak dan vidimo. Najboljše! Vsakič, ko vstopam v ta center mesta, sem me tako napolnjen z neko energijo, tako da to je moje srečno mesto, bi rekel. Gospod župan, zakaj pa vi mislite, da je Kranj srečno mesto? Preprosto zato, ker sem obkrožen s srečnimi in zadovoljnimi ljudmi. Tako, če te zanima, kako to naredimo, kaj ekipa počne na občini za to, da smo ljudje v Kranju srečni in zadovoljni, te povabim, pa greva na občino. Super, gremo. Evo ekipa, dober dan. Tale mladi gospodič hodi po Kranju, sprašuje ljudi, zakaj je Kranj srečno mesto. Jaz sem mu svoje povedal in sem ga povabil, da mu še mi predstavimo prvič, kaj je ta ekipa, katera je ta ekipa, ki to dela, predvsem pa, kaj vse naredimo za to, da je Kranj srečno in zadovoljno mesto. Pa sej sam veš, da se v Kranju res lepo živi, da imamo krasno naravo, da imamo zdravo pitno vodo, da imamo urejene šole in ja, v Kranju se res veliko dogaja. Naše krajevne skupnosti vsako leto združujemo na kar igrah. Posebno pozornost jim namenimo tudi na dnevu krajevnih skupnosti, sicer pa organiziramo tudi tržnico lokalnih dobrot in nasplošno skrbimo in spodbujamo lokalno predelano domačo hrano. Še cel kup športnih dogodkov imamo v Kranju, a si vedel, da je bilo letos na teku za Kranj kar 650 tekačev in da od Prešernem poletju sploh ne govorim. Zanimivo, ja, dogodkov je res toliko, da jih komaj sledim, ampak na koncu dneva rabimo pa šole, vrtce, ceste, skratka. Opa, tu bi pa jaz z veseljem uskočil, zato ker smo letos odprli 2 novi šoli in sicer prizidek osnovni šoli Helene Puhar. Prenovili smo tudi nekdanjo trgovsko šolo za potrebe enote osnovne šole Jakoba Aljaža. Vmes naredili tudi druga popravila in obnove na podružnični šoli na Primskovem. Sam pa dobro veš, da trenutno poteka gradnja nove šole in vrtca na Pokrici, pa še nov vrtec Sonček na Planini bomo začeli graditi. Krasno, Andraž. Za mene najbolj fascinantna je zdajle gradnja novega mostu čez Savo. Pri Planiki tam bo tudi stanovanjski zgrad zgradil 300 novih stanovanj, predvsem za mlade družine. Veliko se je delal letos, res veliko, recimo zadnjič sem se pelal na Jošta, naredili smo novo obvozno pot tukaj v Stražišču, potem pred Javornikom sanirali plast, naredili tudi novo cesto tam, tako da pot je zdaj res tam varna. Recimo iz Golnika se zaključuje gradnja kanalizacije, kar bo res velika pridobitev, predvsem za čisto reke Rupoščice. Zelo sem tudi zadovoljen z novim krožiščem pred toplarno in vse to, ampak bi pa rad tudi, da Kranj še naprej ostane sinonim, da je to zeleno mesto. Matjaž, jaz mislim, da Kranj je že kar precej zeleno mesto. Namreč v Kranju skrbimo za 421.315 kvadratnih metrov zelenih javnih površin. Imamo 6.141 dreves, katere smo v zadnjih 7 letih posadili 1200. Prav tako imamo v Kranju 5 mestnih parkov, imamo pa zaposlenega tudi arborista, ki skrbi za to, da vsi posegi v našo javno zeleno infrastrukturo potekajo pod skrbnim strokovnim nadzorom. Pa na prihodnje rodove tudi ne bomo pozabili. Kranj se bo še naprej razvijal v prijazno in zeleno mesto.
In to bomo dosegli s pametnim in preudarnim načrtovanjem. Prihodnji občinski prostorski načrt bo obarvan bolj zeleno, kar pomeni, da vsak, ki bo želel izvajati kakšne posege v prostor, bo moral upoštevati naše trajnostne usmeritve za posege. Kar spet to pomeni med objekti zelenice, parkirna mesta ozelenjena, da bomo trajnostno upravljali z meteorno vodo in podobne rešitve. Kar pomeni razvoj seveda, ampak trajnostno. Ja, dejansko si jaz želim, da je Kranj moderno in v svetu prepoznavno mesto. Preprosto zato, ker si upamo, ker smo pogumni, včasih nam kaj spodleti, ampak večinoma primerov smo pa res dobri. Vse drži, sploh to, kar si rekel na zadnje. Če nič ne delaš, ne more iti nič narobe, pa tudi nekateri te ne morejo nič kritizirati. Mi si upamo in imamo za to vizijo in delamo v skladu z njo. Prav zaradi te vizije imamo mi že delujočo digitalno platformo Pametni Kranj, imamo delujočo mestno kartico Ceker, imamo nenazadnje en kup orodij, ki digitalno povezujejo Kranj. In prav zato si upamo in smo optimistični in bomo zato tudi v prihodnosti optimistični še naprej. Nenazadnje imamo tudi našo misijo podnebno nevtralnih in pametnih mest. Točno to, ampak mene zanima prihodnost. Kako vidimo mi prihodnost Kranja? Ja, kot je rekel Tomaž, vizionarska prihodnost bo. Imeli bomo, novo regijsko bolnišnico, imeli bomo nov dom za starejše občane, imeli bomo novo ledeno dvorano, nove vrtce, pa tudi urejene šole, ceste in komunalno infrastrukturo. Ja, jasno, ampak nekaj pa res še manjka. Nekaj, kar ljudje dejansko zahtevajo od nas že kar nekaj desetletij, kar bi bilo dobro za vse Kranjčanke in Kranjčane in kar bi bilo v povezavi s tem, da smo letos poleti dobili malo večjo vsoto od iger na srečo. Zato smo pač se odločili, da bomo ta denar pametno porabili. In jaz predlagam, da si midva zdaj to ogledava še v živo. Da greva zdajle, da se kolegom zahvaliva za tole, kar so lepega povedali in da midva greva, jaz ti pa to pokažem. Hvala, lepa ekipa, srečno. Evo vidite, zdaj sva tukaj na tem mestu. Tukaj bo stala moderna, nova tržnica, ki si jo Kranjčani res zaslužimo. Meni se zdi, da to poslušam že odkar sem bil majhen otrok. Tudi jaz, moram priznati čisto isto. Ampak evo, imamo v planu, tukaj bo en lep pokrit del, tukaj bo ena restauracija, nekih gostinskih lokalčkov, še stanovanja, pisarne, skratka, Kranjčani bomo dobili en res lep prostor za druženje, ker bomo konec konca pa kupovali tudi lepo domačo, ekološko pridelano hrano in jaz mislim, da je to bistveno. Mislim, da je to zelo pomemben datum za nas Kranjčane in sicer uspeli smo se dogovoriti z zdaj že bivšim lastnikom tržnice, gospodom Suhijem, in kupili smo v bistvu celoten delež kranjske tržnice, kar pomeni, da zaključujemo to celoto med pošto, potem mestno hišo in pa zdaj še tržnico. To del je v celoti v lasti mestne občine Kranj, kar pomeni, da lahko začnemo najprej seveda z idejami, potem pa seveda s celotno prenovo kranjske tržnice. Tukaj je dejansko, iskali smo nek projekt, kjer bi bilo jasno povedano, da je bilo to kupljeno z denarjem od davka od iger na srečo. No in kot najbolj uresničljiv se nam je zdel ta projekt kranjske tržnice. No in to smo zdaj tudi naredili, še celotno izvedbo naredimo. Bo treba kar veliko denarja še vložiti, ker je pač stavba dotrajana, ampak mislim, da konec koncev Kranj si zasluži eno lepo sodobno novo tržnico. Skupaj s stanovanji, z neko restauracijo, z nekim gostinskim lokalom in pa po možnosti tudi družabnimi prostori. To pomeni pravzaprav veliko, ker sem ponosen, da sem jo dobil, zadovoljen, da sem jo dobil in v čas mi je, da so mi jo dali, ker sem prišlek v Kranj. In moram reči, da je Kranj bil kar eno najboljših mest v Jugoslaviji. Torej, najpomembnejše je bilo pravzaprav moje delo tam na Visoki šoli za organizacijo dela, kjer sem prišel 64. leta
v Zavod za organizacijo in potem je to raslo skupaj z mano. Ko smo šolo tudi zgradili potem na Zlatem polju, je bilo moje kariere v šoli konc in sem postal podžupan. Vsa ta dela so pravzaprav plod skupine, ne enega človeka. Ne. Jaz sem pač bil tisti, ki sem to organiziral, pa potem gledal, da se je to normalno dogaja, tako kot se more. A ne. Najlepše mi je ta, bom rekel, vzdušje, prijaznost Kranja. A ne. Lepota mesta je lepo, je vedno več ali manj očiščeno. Na razpolago je vse tisto, kar v življenju rabiš. Želim pa, da bi vsi Kranjčani živeli v blaginji, da bi se razumeli in da bi naprej napredovali. Predvsem častni občan Štefan Kadojč, poznan kot bivši podžupan, profesor, skratka je aktiven v športu, družbenih dejavnostih. Z njim nekako se je pisala zgodovina Kranja, no, in jaz sem vesel, da gre nagrada častnega občana v njegove roke. Naziv častni občan Mestne občine Kranj za pomembno delovanje na področju zdravstva, izobraževanja, športa in gospodarstva, ki je Kranj utrdilo kot regijsko gospodarsko, izobraževalno in športno središče Gorenjske, prejme magister Štefan Kadojč. Magister Štefan Kadojč je človek širokega znanja, izjemne delavnosti in velike predanosti mestu Kranj. S svojim delom je pustil globok pečat na področjih zdravstva, izobraževanja, športa in gospodarstva ter odločilno prispeval k razvoju Kranja v sodobno regijsko središče. Kot podžupan in dolgoletni javni delavec je bil med ključnimi pobudniki za gradnjo prizidka zdravstvenega doma Kranj, s katerim se je bistveno izboljšala oskrba pacientov, na novo so bile vzpostavljene zobozdravstvene ambulante, očesna ambulanta, center za sladkorne bolnike, urgentni center. Bil je gonilna sila pri projektu nove mestne knjižnice Kranj, ustanove, ki jo je sam poimenoval Dnevna soba našega mesta. Pomembno je vplival na razvoj izobraževalnega središča Zlato polje in bil med tistimi, ki so omogočili, da se je v Kranju razvilo visokošolsko izobraževanje. Bil je aktiven tudi na športnem področju. Sodeloval je pri gradnji bazena, ledene dvorane in kegljišča ter prispeval k ugledu plavalnega kluba Triglav. Kot predavatelj in dekan Fakultete za organizacijske vede je več generacij študentov navdušil s svojim znanjem in predanostjo. Magister Štefan Kadojč je človek, ki je s svojim delom in vizijo odločilno zaznamoval razvoj Kranja. Zato mestna občina Kranj z globokim spoštovanjem sprejema odločitev, da ga razglasi za častnega občana. Bo pa seveda 3. decembra na praznik mestne občine Kranj prižig lučk slavnostni ob 5. uri popoldan, s tem pa se začne tudi veseli december oziroma prešerni december v Kranju. Na tem mestu bi vsem Kranjčankam in Kranjčanom čestital ob prazniku našega mesta, mestne občine Kranj. Naj ga preživijo čim bolj veselo, predvsem pa naj se nam pridružijo na glavnem trgu, ko bomo prižigali lučke. Leto, ki ga zaključujemo, je bilo res
plodno leto, veliko investicij smo začeli, seveda najbolj udarna novica je to, da je vlada določila, da bo gorenjska bolnišnica stala v Kranju. To je seveda najlepša novica, ker verjamem, da bo Kranju dalo nov zagon, novo prihodnost, nov razvoj. Veliko projektov smo začeli in jih bomo zaključili v prihodnjem letu. Če sam povem, nova industrijska cona, potem investicije v ceste, nov most pri Savi, recimo, da ga omenim, v kanalizacijo, nova kanalizacija iz Golnika mimo Mlake. Na šolskem področju seveda nova šola, podružnična šola Jakoba Aljaža v bivši trgovski šoli, pa prizidek Heleni Puhar in pa začetek oziroma zdaj že kar proti koncu gre gradnja prizidka k vrtcu in pa podružnične šole Franceta Prešerna na Kokrici. Veliko cest na novo smo naredili, kot sem rekel, seveda ta najbolj odmevna novica pa to, da smo pač na predvečer, da tako rečem, našega praznika podpisali pogodbo, s katerim je Mestna občina Kranj postala lastnik celotne kranjske tržnice. Srečno mesto je zato, ker živimo obdani s srečnimi ljudmi, zadovoljnimi ljudmi, ker imamo prekrasno naravo, in ker znamo uživati v naravi, ki je v Kranju nezmanjka. Ki ljudje so še takšni kot ti, sem se neskončno mudi. Ti me poslušaš v tišini, začutiš stvari, ki jih srce govori. Če po naključju se nama zgodi, da bo med nama se razdeli. Če me nemir prevzame, vem, da na dosegu rok boš zame leti. Ti takšen si, ker brez besed boš povedal, da imaš me rad. In brez besed da sva v redu in vse dobro bo, da boš ujel mi modro nebo. Ljudje, ki čudijo kot ti, imajo nekaj, kar v drugih več ni, tople oči. Kdo še v teh časih besedo drži, upanje v drugem budi. A jaz naslonim se na te, zaupam stvari, ki jih razumeš le ti. Če bo naključju se nama zgodi, da pot med nama se razdeli. Če me nemir prevzame, vem, da na dosegu rok boš zame leti. Ti takšen si, ker brez besed boš povedal, da imaš me rad. In brez besed boš priznal s pogledom takrat, da sva v redu in vse dobro bo, da boš ujel mi modro nebo. Ljudje, ki čudijo kot ti, imajo nekaj, kar v drugih več ni, tople oči. Tople oči. Čudijo kot ti, imajo nekaj,
človeku bližina se zdi, če mu ob strani stoji. In ne glede, kaj med nama se kdaj zgodi,